Delo je v sodelovanju z Združenjem nadzornikov ta teden odprlo javno razpravo o upravljanju podjetij v državni lasti. Namreč že skoraj leto dni smo v nekem postopku spremembe sistema upravljanja državnih podjetij. V tem času smo ukinili Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb, Slovenski državni holding, ki naj bi jo nadomestil, pa še ni zaživel. Tako da zdaj v vmesnem času že nekaj mesecev državna podjetja upravlja Slovenska odškodninska družba. Vlada sicer pripravlja nove rešitve, vendar konkretnih predlogov javnosti še ni predstavila. Z mano je generalna sekretarka Združenja nadzornikov Slovenije, gospa Irena Prijovič. Gospa Prijovič, zakaj je tako pomembno, da opravimo javno razpravo o načinu upravljanja kapitalskih naložb? Po mojem mnenju je pomembno, da odločevalci slišijo mnenje ne samo o raznolikosti političnih strank, ki jih vključujejo v različna delovna telesa in pa tudi deloma del stroke, ampak tudi posameznikov iz prakse in pa vodstev, članov nadzornih svetov družb v državni lasti, ki pač iz lastne prakse lahko anticipirajo neke anomalije, ki jih določen sistem prinaša. Poglejte, zdaj vlada nekako namerava nadaljevati koncept holdinga kot sistema upravljanja kapitalskih naložb. Je to smiselno ali bi bilo bolje recimo o nekem novem modelu razmišljati? O novih modelih pa okrog obličnosti se pogovarjamo že od samih sprememb že vsaj 2 leti in pol. Tako da smiselno bi bilo nadaljevati s tem, kar trenutno obstaja. Ravno tako bi lahko nadaljevali z obliko agencije. Sama oblika ali pa organiziranost te službe ne prinaša sprememb korporativnega upravljanja niti njegove učinkovitosti. Tako da je čas, da dorečemo, da je to ta oblika in znotraj te oblike gradimo pomembne gradnike novega korporativnega upravljanja družb v državni lasti. In da verjetno dosežemo tudi nek dolgoročen konsenz okoli tega, da ne bi recimo čez leto ali 2 znova bili na isti točki, kako s tem upravljati. Se strinjam, ustvarja se občutek, da vsaka vlada misli, da bo sprememba organiziranosti lahko vnesla določene spremembe in se tega loti in je to sprememba na spremembo, ker vnaša eno negotovost med družbe, pa med organe teh družb, deležnike družb, dela se škoda podjetjem, s tem, ko se en normativni sistem ves čas spreminja ali pa neka obličnost in vsaka vlada misli, da bo to naredila boljš kot druga. In ustvarja se tudi ena apatija, da so spremembe sploh mogoče in se v bistvu vsi ukvarjamo s spremembami, vmesno stanje pa pomeni padec kulture korporativnega upravljanja, pomeni neke določene praznine, tudi pravne praznine pri prehodu iz enega v drugi sistem. Ta prehodna stanja so pa običajno vedno vsaj 3-krat daljša, kot so si odločevalci zamislili. In v tistem času se je določen nered in se dogaja vse. Torej, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb je imela sicer kar nekaj neposrečenih potez, ampak vendarle v tem času svojega obstoja postavila neka pravila in standarde pri upravljanju korporativnega upravljanja, ki so predstavljala nek napredek na tem področju. Zdaj pa smo že 1 leto v enem tem prehodnem obdobju. Kaj se je pravzaprav zgodilo s kakovostjo tega korporativnega upravljanja? Kakovost korporativnega upravljanja je v tem obdobju, to je dobro leto, zagotovo padla. Na taki ravni obžalujem, ampak na taki ravni, kot si jo nikoli nismo želeli videti. Šlo je za to, da potem, ko je agencija delovala normalno vsaj neko leto dni, je vlada z spremembo zakona o upravljanju kapitalskih naložb sprejela, takrat so mislili, začasno odločitev, v kateri je uvedla 4-nivojsko usklajevanje upravljalskih odločitev, kar pomeni, da je agencija vzela določene pristojnosti in neodvisnost, da se je to usklajevalo prek pristojnih ministrstev, Ministrstva za finance in nazadnje tudi vlade, kar pomeni, da jo naredila popolnoma invalidno. In to vmesno stanje je trajalo do ukinitve agencije. To pomeni eno slabo leto do konca lanskega leta. In v tem obdobju se je naselila not neka praksa, ki nismo bili več priča, ki ni v skladu z načeli OECD-ja, kar pomeni, da so o teh odločitvah, ki so upravljalske, zopet odločali politiki in pa sama vlada.
Potem je bila sprememba vlade, sprememba obličnosti, to pomeni želja potem, da se oblikuje Slovenski državni holding in zopet imamo eno prehodno stanje iz tega, ko Slovenska odškodninska družba postaja ta holding, ki spet traja po njihovem mnenju, pa po našem mogoče pričakovano dolgo, ne? V vmesnem stanju nastaja neka odsotnost avtonomnih pravnih virov, kako naj bi se posamezniki v zvezi s tem obnašali, čeprav ta kultura v prostoru obstaja, ker nikogar nič v resnici ne zavezuje, je prišlo do padca korporativnega upravljanja, kulture korporativnega upravljanja. Ne? In je bilo potrebno sprejeti neke nove spremembe na tem področju. Državni zbor je včeraj sprejel novelo zakona o Slovenskem državnem holdingu, s katero nekako ureja delovanje SODA, ki bo zdaj pač v vmesnem obdobju upravljala državna podjetja, torej do sprejetja klasifikacije. Ne? Kako ocenjujete to novelo? Ne? V okviru Združenja nadzornikov Slovenije smo si pravzaprav prizadevali za spremembo te novele predloga zakona v smislu, kot je bila zdaj novela potrjena. In sicer zelo pomembno je, da so organi SODA dobili pristojnost izvajanja upravljalskih pravic na samih skupščinah. To, kar je bilo do zdaj, da bi to počel preko državnega zbora, soglasje državnega zbora, je bilo v bistvu v praksi neizvedljivo in pa tudi ni namen. Ne. Bila je vmes ena možnost, da bi to zopet počela vlada, kar pomeni, da bi se ponovno v zakonu prejšnji sistem, ki ni v skladu z načeli OECD-ja, tako da to, kar je zdaj, je pomembno, to, kar se je zgodilo. Pomembno je z vidika ne samo zato, da zdaj imajo oni neko polno odgovornost, da to počnejo, ampak da je to uravnovešeno tudi s tem, da jih novela kot taka zavezuje k temu, da sprejmejo do 15. maja kodeks, to pomeni neke samoomejitve, kako bojo v zvezi z določenimi pravicami, ki jih imajo in pristojnostmi ravnali. Druga zadeva je solidarna odškodninska odgovornost, to pomeni tudi do države, ne samo do družb, ne? In poročanje. Ne? Tako da te trije pomembni elementi, ko nekomu daš pristojno svobodo, da ga imaš z nečim zadržati, ne? To pomeni samozaveza, kako bom ravnal s to svobodo ali pa s to močjo, ki mi jo delegirajo, nekomu moramo v zvezi s tem poročati in pa, če bom ravnal protipravno ali v škodo družbe, hkrati lahko nekdo od mene zahteva odškodninsko odgovornost. Ne? In v zvezi s tem je manjko en pomemben element ravno pri organiziranosti agencije. Kako pa v združenju gledate recimo na dogajanje okoli imenovanja organov SODA, zdaj najprej nadzorni svet, vemo, da zdaj je na vrsti uprava. Je to dobra praksa korporativnega upravljanja? Jaz bi se tukaj v mojem osebnem imenu izrekla. Osebno mi ne samo, da ni povšeči, ampak ni ustrezna kultura korporativnega upravljanja, da se z vsakokratno oblastjo tako pomembno menjajo tudi organi vodenja in nadzora v posameznih družbah. Kar se tiče Slovenske odškodninske družbe, gre tukaj za eno posebnost, ker je pač v 100% lasti države tudi najpomembnejši vzvod in rečemo temu, da je to neke vrste legitimna pravica trenutne oblasti. Ne? Tisto, kar mora biti, je pa, da so ti postopki izvedeni transparentno in pa da je v zadnji stroka, kar pomeni, da so te posamezniki izbrani kot strokovnjaki. Ne? Pač v nekaterih primerih imamo občutek, da te transparentnosti v zvezi s takšnimi postopki ni. Pojavljajo se, zopet se je naselila v našo prakso korporativnega upravljanja namesto tako imenovanih ženskih kvot, imamo pri nas zelo popularne kvote, ne? Tako politične kvote, ne? Odsotnost tega je že bila ne zato, ker bi ena stranka tako močno obvladovala, ampak zato, ker bi bilo družbeno nesprejemljivo sploh govoriti o političnih kvotah. Ne. To se zdaj dogaja in na ravni medijev, in na ravni nas posameznikov. Vsi s tem operiramo, kot da je to nekaj normalnega. To ni normalno. Ne. To ni normalno, da prihaja do takih pogajanj, nepredvidljivosti. To je nepredvidljivo in za same družbe, ki so v državni lasti, in pa tudi nepredvidljivo za organe, kot je recimo Slovenska odškodninska družba v smislu vodenja
upanja. Ne. Jaz mislim, da ta apatija, ki je med nami, da bo nekaj trajalo ali pa da so spremembe na dobro možne, je nekje upravičena ravno zaradi preteklosti ravnanj mnogih vlad, ne samo, ne govorimo o eni. Ne. Tega se dejansko nihče ni mogel vzdržati. Ne. In mogoče napredek je ta, ali pa ta strah, ne, da če ne boste vi imeli rok nad nečem, da nekdo drug prišel strani, ne, in potem se ustvarja ta, rečemo, diverzifikacija preko več političnih strank, pomeni, da se je ta moč razdelila. Ne. Gospa Prijović, najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam.